Z nami je poznavalec mednarodnih odnosov, dr. Faris Kočan. Dobro večer. Dobro večer. Kako gledate zdaj na ta protiudarec Republike Srpske, ki je za nezaželeno osebo razglasila predsednico države Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanja Fajon? Zanimivo, ne pa predsednika vlade Roberta Goloba. Ja, ta odločitev Milorada Dodika je bolj ali manj pričakovana. Vedelo se je, da bo moral politično reagirati in to je bila njegova reakcija, kar potrjuje, da je predvsem razburjen in da se počuti vse bolj stisnjenega v kot. Ne smemo pozabiti, da je Republika Srpska vse bolj izolirana in Slovenija kot ena izmed tistih držav, ki je ena izmed najpomembnejših za celoten Zahodni Balkan, se temu pridružuje. Kar se tiče samih povračilnih ukrepov, pa situacija naslednja. Republika Srpska kot entiteta nima nikakršnih pristojnosti sprejemati kakršnihkoli sankcij. To je rezervirano za Bosno in Hercegovino kot državo, tako da ti povračilni ukrepi nimajo nobenega pravnega učinka, so neke zastrahovalne narave, ne samo v odnosu do Slovenije, ampak predvsem zato, da pokaže svojim ljudem v Republiki Srpski, da se bo odzival na neke pritiske in na neke sankcije, ki bodo zoper njega uveljavljene. Zakaj pa vi pravite, da je Slovenija morala ukrepati proti Dodiku? Zdaj, z vašega prispevka je bilo vidno, da obstaja bolj ali manj sum nekega kapitala, sumljivega izvora, ki prihaja iz entitete Republike Srpske, predvsem iz Dodikovih krogov, režimskih krogov v Slovenijo. Očitno je, da imamo torej tudi dokumente varnostno-obveščevalnih služb ali pa poročil, ki govorijo, da je potrebno nekaj ukrepati. Slovenija, ne smemo pozabiti, članica NATO, je članica Evropske unije in ne sme biti percepirana kot nekdo, ki podpira kriminal, ki podpira korupcijo in se v tem smislu negativno znamči, zato je bila ta odločitev, vsaj tako sam vidim, varnostna, ne pa politična. Se pravi varnostna, ampak kako pa gledate na dejstvo, da je vlada rabila kar 14 dni, ko je prva informacija pricurljala, da naj bi uvedli pač sankcije zoper Milorada Dodika, ga razglasili za persona non grato. Je minilo kar 14 dni, informacije so bile različne, da so nekateri ministri bili proti in tako naprej. Zdaj pa ta odločitev. Kako to gledate? Ja, drži, če bi bila odločitev politična, bi Slovenija sankcije sprejela že marca, kot so to naredili Avstrija in Nemčija in takrat pokazala, da gre predvsem za vidik funkcionalnosti ali pa kršenje ustave Bosne in Hercegovine. Ko se je to odlašalo, je postajalo jasno, da v političnem smislu te sankcije niso zaželene strani domače politične elite in so bile torej tisti varnostni vzgibi so bili potrebni za to, da je ta odločitev bila sprejeta. V zadnjih 14 dnevih, kot ste tudi sami povedali, smo poslušali različne interpretacije. Poskušalo se tudi predstaviti, da je ZDA tista, ki onemogoča sankcije oziroma skuša prisiliti Ljubljano, da teh sankcij ne uvede. Zakaj? Zaradi tega, ker ne bi ZDA kot taka morala počakati, da referendum prepriča Dodika v to, da referenduma ne izvede, da se mirno umakne. To je naj bi bila ta narativa. Čeprav je bilo kontraproduktivno, lahko vemo ali pa vsaj vidimo iz zadnjih podatkov, ki curljajo tudi v entiteti Republike Srpske in tudi v Sloveniji, da vlada Republike Srpske oziroma Milorad Dodik v stotine tisočih evrov porablja za lobiranje, da se umakne Milorad Dodik in njegovi zavezniki iz ameriških sankcij, da torej niso več sankcionirani in to bi bilo res kontraproduktivno v tej logiki, da bi ZDA pa recimo v tem primeru podpirala ne sankcij, sploh zato, ker vemo, da se nič ni spremenilo. Dodik je porabil približno 1 milijon evrov za to, da lobira proti sankcijam, pa te sankcije danes še vedno stojijo, še vedno so njegovi ljudje sankcionirani, še vedno so njegovi otroci sankcionirani in še vedno je on sankcioniran. Kaj pa ta sumljiv kapital in da je predlog, da ne bi po neuradnih informacijah dala za uvedbo teh sankcij oziroma prepovedi gibanja v Sloveniji Sova in seveda tudi ta velikokrat smo lahko videli, da sta gospod Dodik in gospod Janković v dobrih odnosih. Drži, če gremo glede sankcijskega okvira, lahko rečemo naslednje. ZDA, Velika Britanija kot dve najpomembnejši državi v regiji sta te sankcije uvajale že od leta 2017 naprej, potem tudi leta 2022 in nenazadnje tudi letos, kar kaže na to, da je Trump bil tudi tisti, ki je uvajal sankcije zoper Dodika, njegove družine in tako naprej. Kar se tiče pa političnih povezav znotraj Slovenije, zato se vračam k marcu, če bi bila odločitev Slovenije politične narave, da bi res razumela Dodika skozi prizmo varnosti, stabilnostne dileme v odnosu do ustave Bosne in Hercegovine, bi to sprejela že marca. Od marca do septembra je preteklo kar nekaj mesecev. Slovenija je razumljena strani Bosne in Hercegovine ali pa širše Zahodnega Balkana kot država, ki uvaja stabilnost, ki skrbi za regijo v varnostnem smislu in vsaka odločitev, da Dodiku ne uvede teh sankcij po tem vsem, kar smo videli, kar smo tudi videli glede tega kapitala kot takega, bi bilo neproduktivno. Neproduktivno z vidika Slovenije kot države članice Evropske unije in neproduktivno z vidika Bosne in Hercegovine, ki pa se
se naslanja na Slovenijo, da pošle ta signal v regijo in v entiteto Republiko Srpsko. Ključno je torej zdaj, da se pošiljajo signali opoziciji in civilni družbi v entiteti Republike Srpske, da jih ne rabi biti strah, da lahko gredo na predčasne volitve novembra in da lahko upoštevajo voljo Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Zdaj se v Republiki Srpski, v entiteti odloča o prihodnosti Milorada Dodika. Kakšna bo ta po vašem mnenju? Zdaj, Milorad Dodik je paradoksalno v bistvu s tem celotnim procesom, ki je voden od leta 2023, priznal Bosno in Hercegovino in ustvaril oziroma vzpostavil sodišče Bosne in Hercegovine. S tem, ko je ne nazadnje bil v vseh postopkih, njegove odvetnike so sodelovali, kazen je sprejel na način, da je plačal in se je izognil zaporni kazni, s tem je nedvomno priznal sodbo in priznal Bosno in Hercegovino kot tako. Zdaj je samo vprašanje, kako v tem širšem porazu najti malo zmago, zato imamo torej ta referendum, ki bo v oktobru. Dejstvo pa je, da Dodik absolutno ne bo potrjen strani Državne volilne komisije za volitve leta 2026 in zato se išče njegove naslednike. Trenutno se kristalizira kot ena izmed najresnejših opcij Draško Stanivuković, župan Banja Luke, ki zelo pragmatično in previdno igra. Po eni strani torej demonizira urad visokega predstavnika, po drugi strani pa tudi demonizira Dodika, češ urad visokega predstavnika je bil tisti, ki te ustvaril in jaz tega ne bom naredil. Tako da prihodnost Dodika je verjetno v tem, kdo je tisti, ki bo prevzel njegovo stranko, ali bo to Željka Cvijanović, kar si želijo in ZDA ne nazadnje in pa tudi drugi krogi znotraj SNSD, ali pa bo to njegov sin Igor Dodik, s čimer kaže, da mu nikoli zares ni bilo v zadnjih letih do politike, ampak predvsem do poslov. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.